Za te dolinske športne ferate zelo velikega znanja ne potrebujemo. Potrebujemo pa seveda primerno opremo in zaželeno je vseeno, da se predhodno, preden se odpravite na te športne ferate, opravite tudi tečaj varnega gibanja v feratah, kjer se seznani z pravili gibanja. Neka fizična, zelo dobra splošna kondicija pa za te ferate načeloma ni potrebna, kot je to za v hribe oziroma za v gore. Za plezanje športnih ferat in zahtevnih poti v visokogorju potrebujemo, se pravi, kot prvo čelado, potem potrebujemo, se pravi, ta samovarovalni komplet, ki je sestavljen tudi z plezalnim pasom. Ja. Se pravi, to je samovarovalni komplet, dve oponki, ta šok absorber, ki zmanjša to ujemno silo pri padcu in je vpet potem na ta plezalni pas, ki ga damo gor tako kot hlače. In ta v bistvu plezalni pas mora biti primerno zategnjen okoli bokov in tudi tukaj okoli nog. Potem za visenje na ferati, s tem ne smemo viseti na ferati, za visenje, počivanje, malicanje, slikanje in tako naprej potrebujemo neko tako fiksno popkovino, kjer je tudi oponka na koncu. Potem obvezno, predvsem zaradi varnosti, da se ne poškodujejo roke, da ne dobimo žuljev in tako naprej, da nas mogoče tudi jeklenica ne speče, ker je zajla jeklenica tukaj v ferati Mojstrane zelo vroča zjutraj, potrebujemo rokavice. Zaželeno je celo, da so cele in da imajo tukaj tako gumirano zadevo, da potem je lep in dober oprijem na jeklenici. Poleg tega pa potem potrebujemo še dobre gorniške čevlje, lahko so seveda nizke, za visokogorje skoraj obvezno visoke in pa obvezno je, da imajo dober profiliran podplat, da ta čevelj zagrabi. In pa ne nazadnje, vsekakor tudi, če gremo plezati te športne ferate, je fino, da imamo s sabo nahrbtnik, kjer je noter malica, voda
in pa obvezno prva pomoč. Vzamemo to uponko in pritisnemo z dlanjo in s prstom odpremo uponko. In gre gor. V prečki mora biti varnostna razdalja vsaj oziroma 1 do 2 te dve štangi. Tukaj notri je ta šok absorber, ki zmanjša ujemno silo pri padcu. Zdaj pa, če jaz namerno visim na temu, to je ne. Če jaz namerno visim na temu, lahko že sprožim ta sistem in potem se zgodi to, da je to ni več uporabno. Tako da to ni za visenje, to je samo za padce. Če hočem viseti, se pravi, malčati, slikati, počivati in tako naprej, je to. Ratijam. Ja, to pa je. Ratijam. Ja. Tukaj v Mojstrani, v Grančišču, imamo dve ferati, ta Aljaževa pot, ki je lažja in je ocenjena z B stopnjo, in pa pot mojstranskih veveric, ki je težja in je ocenjena z C do D stopnjo. Najtežja ferata v Sloveniji, športna, je ocenjena z E stopnjo. Mi se bomo odpravili na začetku na lažjo ferato. Zelo super je, da sta te dve ferati povezani in potem lahko kombiniramo prehode iz lažje v težjo in nam je tudi bolj zanimivo. Pomembno je to, da imamo vedno eno roko na jeklenici, da vzdržujemo stabilen, ravnotežen položaj. Ena roka na jeklenici, dve roke na potki oziroma na steni. Seveda je pomembno pravilno penjanje teh uponk, ki jih imamo na ferata sistemu, in tudi primerna varnostna razdalja med osebami, ki plezajo po ferati, da nismo preveč skupaj. Potem pridejo še ostali detajli plezanja in zelo pomembno je tudi, ko pridemo na vrh ferate, da po teh feratah ne sestopamo, ampak sestopimo vedno po normalni poti, ker že tako ali tako, ko plezamo navzgor, prožimo veliko kamenja, ko pa plezamo navzdol, je pa ta moment še večji.
največja težava, ki se pojavi lahko pri plezanju, je ta višina otrok. In mora biti tukaj recimo za Ferratov Mojster nekje od 125 do 130 cm, zato da se otrok lahko potem samostojno vpenja v jeklenico, ker je jeklenica nameščena tako, da je to pač primerno za odrasle načeloma. Zdaj, ampak od višine tam 125 naprej se da čisto normalno. Zdaj je pa ta višinska razlika same Ferrate je 180 metrov, medtem ko je pa dolžina te Ferrate 250 metrov. In to je tudi na vseh tablah od teh športnih Ferrat napisano, medtem ko je čas plezanja čisto zavisi, ampak recimo v povprečju nekih 45 minut recimo za to Ferratov Mojster. Pa še približno pol urce sestopa nazaj do muzeja.